Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v tretji oddaji Mi smo SPTŠ. Šolsko leto se je pravkar izteklo, večina mojih sošolcev in sošolk pa je na zasluženih počitnicah. Mi vam bomo predstavili utrip naše šole v zadnjem mesecu šolskega leta. Predstavili vam bomo, kako so naši dijaki v okviru projekta PURO ponovno usposobili računalnike, ki smo jih potem predali v ponovno uporabo ranljivih socialnih skupin do IT tehnologij. Predstavili vam bomo tudi izdelke dijakov, ki so nastale v okviru poklicne mature in zaključnega izpita. Pokazali nastop naših dijakov na letošnji dialekti, srečanju pisateljev, ki ustvarjajo v narečju. V rubriki Poglej ga bomo spoznali predsednika Šolske dijaške zveze Tadeja Bertalaniča. Predstavili vam bomo tudi naše najboljše dijake, ki so poleg odličnega učnega uspeha dosegli tudi zelo opazne rezultate in dosežene tudi izven naše šole. Oddajo pa bomo zaključili z nekaj utrinki iz naše prireditve ob zaključku šolskega leta. Pa pojdimo lepo po vrsti. Kot ste že slišali v napovedniku, so se naši dijaki udeležili vsakoletne tradicionalne prireditve ob udeležitvi Dneva zemlje, ki ga pripravlja Zavod Pec v sodelovanju s podjetjem Saubermacher Kommunala d.o.o. Cilj projekta je bil doseči koristno uporabo rabljene računalniške opreme in računalnikov za ponovno uporabo. Naši dijaki so se, kar bomo videli v prispevku, zavzeto lotili dela, zato smo zelo veseli, da so ponovno usposobljeni računalniki lahko v rokah socialno šibkih in ranljivih skupin, ki si nove tehnologije ne morejo privoščiti. Pouk na naši šoli ne poteka zgolj na teoretični ravni, še več. Dijaki svoje teoretično znanje uporabijo v končnih izdelkih v okviru zaključenega izpita ali poklicne mature. Prispevki vam bomo pokazali, kaj vse je nastalo v različnih usmeritvah izpod rok naših dijakov. Sem Martin Pintorič, dijak 4. letnika. Za maturitetni izdelek sem naredil stroj za mletje vej, ki spreminja cele veje v takšne drobljence, ki jih na koncu lahko uporabljamo za kurjenje. Izdelek sem razvil sam s pomočjo svojih staršev in nekaterih drugih proizvajalcev. Sem Neven Graki, dijak 4. letnika in za poklicni predmet sem si izbral žar. Žar deluje tako, da se čevapčiči vrtijo samodejno in se lahko prilagaja tudi kurišče. Za maturitetno nalogo sem naredil to gibljivo rokavico. Je popolnoma iz nerja večjega jekla in spodaj ima usnjeno rokavico, na katero sem tudi zakovičil določene opogljene dele. Jaz sem Patricija Recek in Denis Rič, mi od vas so za maturitetni izdelek izdelala srednje temperaturni stilni motor. Najprej smo naredila 3D model, kasneje pa tudi samo izdelavo. Stilningov motor je motor z zunanjim izgorevanjem, deluje na topel zrak, uporabljamo ga večinoma v jahtah in podmornicah, kjer je potrebno nestrešno delovanje. Pozdravljeni, sem Rok Antolin, dijak 4. letnika Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Za 4. predmet pa sem se odločil izdelati malo drugačno kolo, imenovano Lowrider kolo. Sama ideja je, da naredim posebno kolo, atraktivno na pogled, torej zadaj z nekoliko širšim kolesom, da privlači poglede. Sam pogon pa je enak kot pri ostalih kolesih, torej na pedaliranje preko verižnega prenosa. Je nekoliko drugačnih barv in atraktivnega videza. Izdelava mi je vzela kar precej časa, pa tudi z finančnega vidika je vzela kar nekaj denarja, lastnih sredstev, tako da končen izdelek cenim tam okoli 1000 evrov. Vse je bilo načrtovano s pomočjo programa Creo, ki smo ga spoznali v šoli pod mentorstvom Roberta Balažica in mi je pri načrtovanju ta program kar zelo pomagal. Izdelava pa je terjala okoli 100 delovnih ur. Dijaki 4. letnikov programa Tehnik računalništva na Srednji poklicni in tehniški šoli so pripravili zanimive izdelke kot maturitetni izdelek. Z nami je Mitja Celec, ki nam bo predstavil svoj izdelek. Mitja, pozdravljen. Pozdravljene.
Za moj maturitetni izdelek sem izdelal program klasične igre, ki vsebuje 4 različne igre. Izdelal sem križec-krožec, vislice, kviz in igro ping-pong. Pa če nam malo predstaviš ta program? Ja, program je na začetku je meni, kjer si lahko izbiramo igre. Na voljo sta 2 igre, kviz in vislice, ki sta za enega igralca, in križec, krožec ter ping-pong, ki sta za 2 igralca. Recimo, če odpremo igro za križec, krožec, najprej se prijavimo, oba igralca. Paka v gesli. Se prijavimo, igralca odigrata igro, izpiše se jima tudi rezultat. Lahko se potem vrnemo v začetni meni, si pogledamo rezultate in je potem enako za vse ostale igre, tudi enako. Kaj misliš nadaljevati v prihodnosti? Te zanima ustvarjanje teh igric ali kaj drugega? Ja, vpisal sem se tudi v naslednji program računalništva, v univerzitetni študij in naprej mislim izdelovati igrice in pač programe. Hvala. Z nami je tudi dijak Jure Cvetkov, ki nam bo predstavil tudi svoj program. Pozdravljen, Jure. Pozdravljen. Jaz sem naredil program oziroma igrico Milijonar. Igra je pač klasičen milijonar, imamo na voljo 4 odgovore. Za izdelavo programa sem uporabil programski jezik C# in razvojno orodje Visual Studio. Za izdelavo igre sem porabil tam par vikendov. Torej te to oblikovanje igric zanima ali tudi ti nameravaš se šolati v kakšni drugi smeri? Ja, nameravam se šolati računalništvo v Mariboru. Zanimajo me pa predvsem izdelava iger in izdelava iger za mobilne telefone in podobno. Hvala za pogovor. Z nami je še dijak Avguštin Erdeli, ki pa je naredil program za mobilne naprave. Pozdravljen, Avguštin, če nam predstaviš program, prosim lepo. Zdravo, jaz sem pa napravil program za mobilni operacijski sistem Windows Phone. Program ima funkcijo, da meri srčni utrip v realnem času. Bil je narejen v programskem jeziku C# in je samo namenjen za operacijski sistem Windows Phone. Kako misliš nadaljevati svoje izobraževanje? Šolo bom nadaljeval v Murski Soboti na ekonomski šoli smer informatika. Hvala za pogovor, Avguštin. Za svoj izdelek sem si izbral jedilno mizo, izdelana je iz hrastovega lesa, plošča je izdelana iz siverne plošče ter furnirja, nalimki so masivne, uporabil sem tudi druge materiale, podstavek iz kovine oziroma rostraj, služila pa bo za namen v jedilnici. To je moj zaključni izdelek, odločil sem se, ker je omara zanimiva, drugačnih oblik, omare zvezane plošče, furnir je ameriški oreh, polakiral sem temeljni lak in nato končni lak. Ja, pač izdelal sem hrastova dvera, vrata, naredil sem ji pač za hišo, ker imamo pač stara vrata imamo, pa sem si izmislil, pač, ko bi naredil to. Težko jih je bilo narediti, dosti dela jaz in uporabljal sem hrastov les. Sem dijak SPTŠ Murske Sobote, Teodor Bratuša. Za zaključno nalogo vam bom predstavil asinhronski motor z 2 tipkama, vklop in izklop. Prvo bomo šli na dele, to je kontaktor, je mehanski stikalni element, ki ima samo en mirovni položaj in ga ne uporabljamo ročno. Sposoben je vklapljati, prevajati in izklapljati v normalnih pogojih obratovanja, tudi obremenitve. Je zelo robusten,
saj zdrži do 15 milijonov stikalnih operacij. Kontaktor je vklopljen toliko časa, dokler elektromagnet vzgojen, ker nima vgrajene zapore, ki vzdrži vklopljeno stanje. Potem gremo na bimetalni relej. To so naprave v kombinaciji s kontaktorjem varujejo pred tokovnimi preobremenitvami. Blokiranju rotorja, motorji, pa znižanju frekvence napajalne napetosti, pa izpadu ene faze. Zdaj pa delovanje tega motorja. Deluje tako na dve tipki, ko tipka stikala in kontaktor 1M ni zgojan, se motor ne vrti. Ko pritisnemo na stikalo 2, steče tok do kontaktorja in se začne vrteti. Imamo tudi 13 in 14, to sta tipke, ko mi izpustimo tipko, se še naprej motor vrti. Ko želimo izklopiti tipko, pritisnemo stikalo S1. Sem Martin Gertiš, obiskujem 3. letnik elektrikarja. Za zaključno nalogo sem bil narediti impulzni relej. Na zadnji stikalno vklopimo, lahko pa na drugi strani tudi izklopimo, ali pa obratno. Impulzni relej se uporablja v hišah, kjer se lahko na eni strani prižge in ugasne, ali na drugi strani tudi prižge in ugasne. Materiale sem imel varovalko, impulzni relej, 2 stikali in žarnico. Rabil sem 3 šolske ure, da sem naredil impulzni relej. Od 28. do 30. maja je potekala v Veliki Polani, rojstnem kraju pisatelja Miška Kranjca, že 6. dialekta srečanje slovenskih pisateljev in pesnikov, ki ustvarjajo v narečju. Srečanja, ki ga je organiziralo soboško podjetje za kulturo Franc, je bilo sestavljeno iz več delov. Pisatelji so nastopali po šolah, spoznali kulturni utrip v Porabju, se udeležili znanstvenega simpozija, naši dijaki Maja Karničnik, Sara Horvat, Alen Bozeti, Dorina Hujič in Dominik Kontrec pa so nastopali v recitalu, posvečenem 300-letnici izida prve prekmurske knjige v srednjem kulturnem programu v Kulturnem domu v Veliki Polani. Pa si skupaj oglejmo nekaj utrinkov s prireditve. Ne mreš biti kriva ti. Teko veselja v srcišče nadrobi, ne smeš biti kriva ti. Kdo te pa pogledne v oči prelepe, v duši me čudno pekli, vžigan sveče. V duši me čudno pekli, vžigan sveče. Ne mreš biti kriva ti za čuka zvejke, ne mreš biti kriva ti za svetle zvezde. Iža mala slamo vkrita, v kakšoj visišče stoji. Nabregaj med zdrsjo skrite, lepe vinske so kleti. Tiramnice se rasti po zeleni, detelci so prepelice, štrk na travniki stoji. Detelci so prepelice, štrk na travniki stoji.
Naši šolski dijaški skupnosti že eno leto predseduje Tatej Bertalanič, ki bo predstavil tako sebe kot smernice delovanja dijaške skupnosti v pogovoru z našo dijakinjo Dorotejo Kuzma. Tokrat vam bomo predstavili dijaka razreda 2R1 Tadeja Bertalaniča. Tadej ni samo predsednik svojega razreda, temveč je bil tudi izvoljen za predstavnika dijakov naše šole v dijaški skupnosti. Tadej, pozdravljen. Za začetek se nam predstavi, kdo je v resnici sploh Tadej Bertalanič. Torej, sem dijak programa računalniški tehnik, sedaj končujem drugi letnik, drugače v prostem času pa igram odbojko. Na kakšen način sploh dijaška skupnost na šoli funkcionira in kakšna natančna je tvoja vloga? Torej, moja vloga je, da različne informacije dajem predsednikom drugih razredov, da razširijo to med njihove dijake, naprimer v različnih športnih dnevih, dogodkih, da je potem vse organizirano. Na tem mestu si zdaj že eno leto. Kaj je dijaška skupnost v tem enem letu dosegla? Ste kaj spremenili na bolje? Kaj vse ponujate dijakom? Morda tudi kaj vse je v okviru dijaške organizacije potekalo v prejšnjem šolskem letu? Ja, torej organiziramo različne dogodke, naprimer organizirali smo potovanje v Beograd, ampak se nažalost ni odneslo, ker ni bilo zadosti prijav. Potem sodelujemo pri organizaciji za maturantske plese za dijake. Potem pa še različne obšolske dejavnosti, kot naprimer hoteli smo organizirati turnir v nogometu, ampak zaradi organizacijskih problemov bomo ta turnir organizirali drugo leto. Za koliko časa si prevzel to funkcijo? To funkcijo sem zdaj prevzel, torej sedaj sem eno leto in če bo vse tako potekalo, bom 3 leta na tej funkciji. Imate že kakšne načrte za naslednje šolsko leto? Kaj boste organizirali, za kaj boste poskrbeli? In imajo morda dijaki tudi kakšne posebne želje? Ja, dijaki imajo seveda želje svoje, naprimer zelo se interesirajo za različne športne dogodke, kot naprimer smučarski skoki, Zlata lisica je tudi popularna, torej bomo poskušali to organizirati. Potem, kot sem že rekel, športni turnir v nogometu bomo drugo šolsko leto organizirali ter različna potovanja, naprimer v Beograd smo to leto, drugo leto bo spet nekaj drugega. Počitnice so tako rekoč že pred vrati. Imaš ti kakšne posebne načrte, kaj boš delal med počitnicami? Ja, najprej se bom malo spočil, potem kakšne potovanja na morje in kakšne dejavnosti različne, potem pa bo že počasi konec, da hitro minejo. Za konec pa še to. Meniš, da si kot predsednik dijakov moral biti zgled ostalim? Na kakšen način morda? Pa niti ne, saj vodim samo to, torej kot predsednik dijaške organizacije, pa menim, da smo si različni, da to ni potrebe potem. Na nek način si s to vlogo začel svojo politično kariero. Iz zaupnih virov smo izvedeli, da misliš nadaljevati to vlogo v Bruslju. Lahko te govorice potrdiš, oziroma kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Pa ne morem jih glih potrditi, ker tudi jaz prvič slišim, ampak če bo možnost, seveda, bom jo vzel. Imaš še kakšno posebno sporočilo za naše dijake? Pa torej sedaj po koncu šolskega leta jim zaželim vesele počitnice, čim bolj sproščene, pa da drugo leto štartam. Hvala za pogovor. Želimo ti vroče počitnice in še naprej uspešno vodenje dijaške organizacije. Hvala. V prejšnjem prispevku smo spoznali našega predsednika dijaške skupnosti, zdaj pa prisluhnite in si oglejte, kaj vse je motiviralo naše najboljše dijake iz posameznih usmeritev, da so na mnogih ravneh dosegli tako opazne in odlične dosežke. Z nami je Dominik Majcen, ki je postal najdijak smeri elektrotehnik. Dominik, pozdravljen, pa če nam poveš, zakaj si se vpisal na to šolo? Na to šolo sem se vpisal pač, ker mi je všeč. Veliko v tej šoli mi je povedal tudi oče, ki je sem prihajal učitelji, profesori, ravnatelji in vsem nasplošno. Kako se ti zdi ta program, si zadovoljen? Ja, sem zelo zadovoljen s profesorjem in vsem. Uživam v tej smeri v glavnem. Hvala za pogovor. Z nami je David iz računalniške smeri. David, kateri letnik obiskuješ? 3. Zakaj si se vpisal v računalniško smer? Ker me že od nekoč zanimajo računalniki in se ni želel bolj spoznati podrobno. Kako pa se ti zdi program? Si navdušen nad profesore, kaj pa sošolce?
Super, ja, sošolci so zakon, profesorje pa še bolj. Hvala za pogovor. Za nami je tudi Jernej Jurhar, ki je postal najdijak strojne smeri. Jernej, pozdravljen, kateri letnik obiskuješ? Obiskujem 3. letnik. Zakaj si se vpisal na srednjo poklicno in tehniško šolo? Ja, na srednjo poklicno in tehniško šolo sem se vpisal zato, ker sem bil vedno bolj tehnično usmerjen. Pač strojni tehnik se mi je pa najbolj zdel primeren za meni med tehničkimi poklicami. Pa si zadovoljen nad tem programom? Jaz s programom sem fej zadovoljen, ker me to zanima. Pa zadovoljen sem s profesorom iz šolo, v glavnem vse tako, kako mora biti. Kaj pa ob šolske dejavnosti ti ostane po šoli kaj časa? Ja, po šoli ostane kar precej časa, v prostem času se pa ukvarjam z prostoletečim modelarstvom pa s prostovoljnim gasilstvom. Hvala, Jernej. Z nami je Maja iz okoljevarstvene smeri, postala najdijakinja in obiskuje 3. letnik, pa če nam poveš, zakaj si se vpisala v to smer. To predvsem, ker se mi zdi fejst pomembno, ko skrbimo za okolje, v katerem mi živimo. Kako se ti zdi? Si zadovoljna? Ja, moram povedati, ko sem zadovoljna z profesorami, z sošolcami, z programom, tako je fajn. Mnogim dijakom se zdi ta šola prenaporna, kaj pa ti ostane kaj preveč časa? Imaš kakšne obšolske dejavnosti? Ja, dosta se ukvarjam z glasbo in špilam 3 inštrumente. Hvala, Maja. Z nami je Andrej Varga, ki je bil izbran za najdijaka iz smeri avtoserviser. Andrej, pozdravljen. Zakaj si se odločil za to šolo? Za to šolo sem se odločil, ker se mi je pač zdela zelo primerna, je zabavna in tudi za poklic me zanima. Nasploh me zanima vse, kar se tiče avtomobilov, strojništva in vsega. Kako se ti zdijo profesore, sošolce? Mogoče malo opišeš tvoj program? Program je prav zanimiv, je dosti prostih ur. Ja, sošolci so zanimivi, nekaj, kar v osnovni šoli ni bilo, profesori pa tudi, se z njimi razumeš, pa sodeluješ, pa nasploh vse je v redu. Hvala, Andrej, želim ti še veliko uspeha. Hvala. Za nami je Davorin, ki je bil tudi izbran za najdijaka. Davorin, v katero smer odeš, kateri letnik si? Hodim v 2. letnik, smer pa mizar. Zakaj si se odločil za to smer? Pa veseli me ta poklic, tudi tehniško sem bolj usmerjeni, tudi prijatelj me nadveselil nad tem. Kako si zadovoljen s to šolo? Šola je zelo vredi, tudi profesori, veliko prijateljev se spoznal. Šola je sicer precej naporna in ti vzame veliko časa, ti ostane kaj prostega časa za druge dejavnosti? Pa šola mi ne vzame preveliko časa, imam tudi čas za prostovoljno gasilstvo, sem član desetine PGD-SOT. Hvala za pogovor. Za nami je tudi Alen. Alen, pozdravljen. Kateri smeri si pa ti? Inštalater strojnih inštalacij. Letnik mogoče? 2. Zakaj si izbral to smer? Iskalni poklic je, dobra plača, ne je težko šavlo, pa dobra malica. Je to 3-letni program, kaj ne? Seveda. Kako se ti zdi ta smer in če bi imel možnost, bi še izbral to šolo? Bi, zato ker je zanimivo šavlo, plača je dobro, ne je težko, malica je dobro, drugo pa nikaj. Kaj pa praktičen pouk? Delamo. Hvala za pogovor, Alen. Hvala. Tudi tebi. Zdravo, Doroteja, kamo pa se ti vpisala? Jaz sem se vpisala v oblikovalno smer, sem 2. letnike. Če lejko pitam, zakaj pa? Kaj so razlogi? Prvi razlog je zato, ker rada rišem pa ustvarjam. Drugi razlog pa zato, ker je, teda sem se vpišavala, bila to nova smer na toj šole. Pa sem mislila, zakaj pa ne bi probala. Prvič je bila ta šola v Prekmurje, pa mogoče bi imela tudi več možnosti za zaposlitev. Lepo, kako pa se ti zdi za te program? Pa zdi se mi fej izvreden, praktični pouk je dober, mislim, vredi so profesore, tako se razvijamo. Pravijo, da ima tudi najdaljša reka svoj izliv.
Tako se je izteklo tudi minulo šolsko leto, ki je vsem nam prineslo množico tako veselih, kot tudi manj veselih trenutkov. Tako pač je. Po koncu šolskega leta smo pripravili tudi priložnosti kulturni program, s katerim smo obeležili tudi dan državnosti, hkrati pa se zahvalili vsem najboljšim dijakom, ki so kakorkoli prispevali tudi k ugledu naše šole. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, minute, odmerjene za našo oddajo, se iztekajo. Vsem gledalkam in gledalcem, seveda pa dijakom, pa ne samo na srednji poklicni tehniški šoli, želimo lepe počitnice, krasno in sončno poletje, v jeseni pa spet nasvidenje.